bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. 21. aprila se bo v Sloveniji zgodil kongres, naturopatski kongres, na katerega ste seveda vabljeni. In mi bomo danes tudi gostili naturopatinjo iz naturopatskega centra Sajeka, Eriko Brajnik, ki je tudi avtorica 3 knjig, Naturopatski nasvet in recepti, ta je najnovejša, potem priročnik za samopomoč in pa probiotiki, imunski sistem in rak. Preden začnemo z njo pogovor o zanimivi tematiki in sicer kako se naturopati lotevajo težav, pazi, s krčnimi žilami, gastritisom, pozabljivostjo in diabetesom, pa dajmo preveriti, kdo Erika Brajnik pravzaprav sploh je. In zelo zanimivo, verjetno ste jo že marsikdaj spoznali in tudi videli tukaj pri nas. In naj povem, da se je izobraževala tudi na fakulteti v Italiji, prav smer naturopatija. Danes ima lastno naturopatsko šolo in zelo zanimivo, mogoče tega ne veste, v Sloveniji naturopatov mogoče še ne poznamo tako, ampak v Švici je naturopat enakovreden osebnemu zdravniku in ta dva običajno celo sodelujeta skupaj za zdravje človeka. In Erika Brajnik je danes v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lep pozdrav, hvala. Ja, všeč mi je naturopatija, pravzaprav že od vedno, če tako pogledamo, mi smo del narave in sploh to, da je hrana naše zdravilo, se mi zdi, da je edino logično. Danes bomo govorili o večjih tematikah pravzaprav, pa me zanima, če imajo kakšno skupno točko, krčne žile, gastritis, pozabljivost, diabetes. Malce smo tudi pobrskali po statistiki, in statistika je kar presenetljiva, sploh za demenco. Mislim, da je bila za demenco, ja, po 85. letu naj bi bil že vsak drugi človek dejansko dementen. Se pravi, tole smer, ki gre družba, sistem, ni glih najbolj za naše zdravje. Ne, absolutno ne. V bistvu tako gre. Eno veliko težavo imamo danes v našem svetu in sicer je ogljikovi hidrati, presnova sladkorjev. Če mi gledamo enega povprečnega srednješolca, reče, zjutraj vstanem, nimam časa za pojesti nič, nekaj na hitro lahko kako se reče pri nas, krof ali nekaj takega. V šoli malica ima ja nekaj na hitro, kospice, burek, sendvič. Pridemo domov, ma ja nekaj na hitro testenine. Kaj je bilo pa za večerjo? Ma nekaj na hitro, sendvič. In to je približno odslikava enega povprečnega srednješolca. In takrat imamo že težave s koncentracijo, imajo punce težave s celulitom in pridejo k naturopatu in so suhe in so polne celulita. Zakaj? Katero kremo bo naturopat svetoval? Nobene. Bo odsvetoval uživanje ogljikovih hidratov, absolutno. Beljakovine so ključno pomembne za obnavljanje naše kože, naših kosti, celega našega telesa. Beljakovine so najbolj pomembna stvar. Tako da dejansko naturopat svetuje, da za večerjo imamo zelenjavno, bazično, alkalno večerjo, nekdo pa 80-ih z demenco. Nekdo, ki je pa v srednji šoli, da ima eno večerjo, ki je lahko tudi beljakovinska, tako kot je recimo zrezek, riba, jajce, druge stvari. Ena raziskava je bila narejena na Univerzi v Trstu, kjer so gledali povprečje starostnikov, ki sicer z recesijo, ki je zdaj sicer nekako že mimo, in s tem porastom demence in vse te bolezni, ki smo zdaj našteli, so vezane za to presnovo sladkorju, so vezane z našim stilom življenja in primis z našo prehrano. Dobro, razumem, da je s tem povezan diabetes, pa mogoče pozabljivost, ampak krčne žile? Ja, zato ker imamo ta organ vranica, ki dejansko upravlja z vsem tem limfnim pretokom in tako da dejansko je osiromašenost oziroma vezivno tkivo se šibi. Ma kaj je pokazala raziskava Univerze v Trstu? To, da dejansko ljudje so uživali tudi v starosti preveč ogljikovih hidratov in takrat je diabetes tipa 2, ga ima vsak drugi skoraj, dejansko. In so rekli,
dajmo za večerjo namesto uživati tiste testenin, ne v Italiji, pašta, ne, povemo si po pravici, en jajček, eno ribico, en majhen zrezek ali pa en krožnik zelenjavni, mineštra zdaj po zimi, enolončnica, torej bi rekli. Tako sem recimo, je prišla k meni gospa in je rekla, lejte, kronično vneta vranica. In seveda smo imeli te težave. Torej, presnova sladkorjev, začetek diabetisa, pozabljivost, plešavost, krčne žile, torej vse, kar imamo. Kronično vnetje vranice. Bala se je, da ima raka. Izvidi niso nič pokazali, da bi bilo rakavo, je pa imela velike težave. Težave z želodcem, težave z napenjanjem, težave z odvajanjem, težave z bruhanjem, torej cel ta prebavni trakt vezan. Smo uvedli jedilnik, po naturopatskem priročniku, vranični jedilnik, a zdaj dobiste tudi namesto 23 evrov stane 14,99 € po vseh knjigarnah Felix po Sloveniji v akciji, cel februar in cel marec, tako da je še čas. Vranični jedilnik po 2 mesecih pride k meni na kontrolo in mi prinese en ta štikan prtiček bel. Reče, kaj je zdaj to? Vi ste me rešila te nadloge, moje nočne more, tega napihovanja, tega spahovanja, tega, da moje telo, tega odvajanja, teh bolečin, teh krču v želodcu. Je rekla, kako da bi mi naredila tak čude? Sem rekla, lejte, jaz nisem nič naredila, sama ste naredila za prehrano, nič drugega ni bilo. In dejansko tle imamo določena živila, predlagana in določena živila, ki urejo to presnovo sladkorjev, ne maščob, sladkorjev. In tako imamo v tem naturopatski priročnik take jedilnike tedenske, kjer svetujem. To je za tip vranica? To je za tip vranica slinavka, imamo več tipov, je zelo priročno, tako da vsak, ki kupi knjigo, razume, ker imamo v drugem delu knjige so navedene bolezni in kako mi odpravimo določeno težavo s hrano, z ničemer drugim. Tudi niso navedene samo bolezni, so navedene tudi težave, ki niso kategorirane pod bolezni. Recimo utrujenost, izpadanje prekomerno las, celulit. Torej, to ni pod kategorijo bolezen, dejansko lahko si s hrano pomagamo. Hrana je moč, hrana zdravi. Tako bomo imeli zdaj Jaz sem tudi predstavnica Svetovne naturopatske organizacije za Evropo, poleg tega, da sem predsednica Združenja naturopatov Slovenije, ki organizira 3. naturopatski kongres v Ljubljani 21.4., kjer pa tematika bo drugačna, torej anksioznost in depresija, kako si pomagamo s pomočjo naturopatije. In tle bomo imeli predavatelje iz celega sveta, iz Kanade, iz Španije, iz Urugvaja, iz Gvatemale, iz Nemčije, iz Portugalske, tako da bojo povedali, kako cel spektr sveta bo povedal, kako si dejansko pomagati in krepiti z hrano in z temi naturopatskimi tehnikami, ki so tudi oblivi, kopeli, vse naravne tehnike krepitve zdravja. Tako bom tudi jaz zdaj predavala 18. marec na Portugalskem, na njihovem naturopatskem kongresu, kjer je pa naslov Naturopatija in diabetes, tako kot smo imeli milansko leto. In jaz sem posnela en video in je bil zelo uspešen glede, katero je tisto slovensko živilo, ki pomaga presnovi sladkorjev. Cikorija. Cikorija? Cikorija. Pozabljena že skoraj, ne? Mi Primorci jo poznamo sicer zato, ker pri nas raste malo bolj, ker je podobna špinači ali pa blitvi cikorija. Poznamo ene določene pripravke, napitke iz cikorije, ker smo bili mi majhni vsaj, oziroma tisti malo starejši, 40-50 let, kdor ima zdaj, jih je dejansko pil, mi smo pili, ko smo bili majhni, cikorijo namesto kafeta, ne? Starejši so pili kafe oziroma starši enkrat toliko, ostali so pili cikorijo. In cikorija je neverjetna, zato ker ureja inzulinska nihanja, ureja, krepi jetra. Tako da dejansko, da imamo na enem jedilniku zjutraj, pijemo namesto kave, pijemo cikorijo, ker se da narediti napitek namesto kave, ker kava absolutno naše telo nam ne krepi in tako bomo imeli lepo kožo, bomo imeli bujne lase, ne bo celulita, ne bo krčnih žil, ne bomo imeli težave z želodcem, ne bomo imeli izpadanje las, ne bomo imeli težave s spominom in ne bomo nikdar
mislim, tako hranimo zdravje. Kdaj nastane rak? Telo vsak dan proizvaja rakave celice, samo je, ker je naš imunski sistem močen, to izniči, se zatre v kali. Kadar imunski sistem ošibi, takrat v telesu poraste rak. To piše v moji prvi knjigi. Probiotik, imunski sistem in rak. Pa ne potrebuješ vedno probiotiku. Ti moraš uravnavati z hrano, ki hrana je energija in hrana je zdravje, pravilen pH v celem prebavnem traktu. Ko je pravilen pH v celem prebavnem traktu, takrat dejansko patogeni ne porastejo. In imamo močan imunski sistem, zato ker sedež imunskega sistema je v črevesju, in dejansko zatremo kakršnokoli rakavo spočetje v kali. Dejansko, in če je kdaj bil rak v telesu, če je kdarkoli bil rak v telesu, ker telo, celice imajo en imunski spomin in eno imunsko inteligenco, če je kdarkoli bilo zasejano seme raka v telesu, zdaj mi si moramo predstavljati tako, ko nekdo je kadilec. Ti, ker si postal nekadilec, veš za celo življenje, kaj pomeni feeling kajenje. To veš. Ja, Če pa nekdo ni nikdar kadil, ne ve, kak je feeling kajenja, če ni nikdar kadil. Isto je za rak. Če si ti kdaj imel rakavo bolenje v telesu, telo to ve. Zato, ker pozna svoj imunski spomin in imunsko inteligenco. Zatorej, kdor je kdaj imel reči, kemoterapija, operacija, rešen, žur, naprej živimo tako kot prej. Ni res, nikoli ne bo živel več tako kot prej, zato ker ima zasejeno ta seme, ta imunski spomin. Je program. Moraš krepiti zdravje z spravo prehrano. Da je pH telesa pravilen, zdaj zakisano, nezakisano. Ni res, da zakisanost je bolezen, oziroma želodec za imeti pravilen pH mora biti kisu. Če ni kisu, želodec, pH želodca je 2, 3, 1, 2. Če dejansko želodec ni dovolj kisu, postane bolj bazičen, takrat poraste Helicobacter pylori, torej na bazičnem delu. Tudi vaginalni del, kadar imamo suhe nožnice v menopauzi, takrat je pH vaginalen absolutno preveč bazičen, ne preveč kisu. Torej, skratka, in je bilo dokazano, da Alzheimer ali pa demenca poraste tako v možganih, se pH spremeni, ko je nepravilen pH v možganih. In kdo vzdržuje ta pH v celem prebavnem traktu? Naši mikroorganizmi, bakterije. In smo pri črevesju. In smo pri črevesju, zgornji in spodnji možgani, absolutno. Ampak mi tistega vzdržujemo v prehrano, ne da se filamo z ne vem kolikimi vitamini, encimi, minerali, probiotiki. Hrana in konec, ne prebiotiki, probiotiki, simbiotiki in postbiotiki, to vse obstaja, ne, seveda, absolutno. Ampak ni v tem point. Point je, da mi se prehranjujemo pravilno. To je najbolj pomembno. Sadje, zelenjava, da zvečer mi pojeste eno celo blitvo skuhano v mineštri, da vsak dan pojemo, kdor ima težave recimo z celulitom, da vsako jutro poje pol ananasa. Zato, ker sveži ananas, zato, ker sproži mikrocirkulacijo limfe, absolutno ne dve reznici. Pol. Ne boš jedel kruha, boš jedel pol ananasa. Zjutraj proseno kašo za zajtrk, zato, ker ureja mikrocirkulacijo limfe. Tako da dejansko ta knjiga Probiotik, imunski sistem in rak, noter so prav jedilniki, kjer dejansko, probiotik, imunski sistem, rak govori o tem imunskem spominu, o pomenu pH-ja in tako naprej. Tukaj pa najdemo jedilnike. Jedilnike, zadnja knjiga je pa tista, kjer imamo recepte, to pomeni, kjer si popestrimo, kjer si dejansko popestrimo jedilnik. Tle imamo en jedilnik za en teden, ampak pol dejansko v knjigi Naturopatski nasveti recepti pa imamo določene recepte, da ni tisti jedilnik tako dolgočasen. Tako da dejansko imamo tudi za otroke, za hiperaktivnost, za določene težave. Torej, kako ta zelenjavo in beljakovino predstaviti otrokom z takimi luškanimi polpeti, enolončnicami, tako v zabavni varianti. In tako, kako otroka res naučiti uživati z hrano. Zadnjič so me povabili v vrtec, kjer so bili 3, 4 in 5-letniki. In smo se pogovarjali o zelenjavi in o sadju. In
smo razdelili zimsko in poletno sadje in zelenjavo. Seveda sadje so bolj poznali, zelenjavo so pa manj poznali. Manj? Ja, pa je manj bolj pomembno, poznali. ne? In je oboje je pomembno. Važno je, da to uživajo. Seveda niso poznali, zato ker očitno tega ne uživajo. Ne? In tako smo prav uživo okusili, kako je dobro zelje, brez da bi ga kuhal, surovo, zato ker ima največ vitamin, ali pa blitva tudi. In so začeli vsi tisto glavo zelja, ki sem presla s sabo, mi jo razkosati, so pojedli celo glavo zelja, skratka tam. Seveda sem tudi jaz jedla, zato ker če ne daš zgleda, ko starš, pač ne bojo jedli. Tako da hrana mora postati naš zaveznik za naše zdravje in za naš krepitev našega vsakdana. Ne sme postati kazen za en določeno bolezensko stanje. Ne moreš reči otroku, ki ima dermatitis, ti se zdaj moraš držati enega določenega jedilnika, zato ker dejansko imaš to bolezen. Ja. Ne, mi ti bomo vsi kot družina prisluhnili, očitno smo vsi mi delali napako in se bomo vsi potrudili mi, torej, da bomo prisluhnili tebi, najmanjši člen naše družine, da bomo spremenili naš jedilnik, zato ker smo mi ustvarili to bolezen v tebi, zaznašali na pravilno prehrano. Točno tako, tako imamo zdaj vsaj, ki hodi na detoks terapija, vsaj, ki si lahko pogledate na stran www.vsajka.si in ta detoks terapija, kjer dejansko je prišel fant mi, 14 let. Sladkorni bolnik, kar naenkrat čez noč postal. Da dejansko ima visoko sladkor, da potrebuje inzulin, da ima cele težave, tretje, četrto. Ok, pridemo, uredimo jedilnik, prečistimo telo, fizično, psihično, tle je bil tudi pač en emocionalni del, seveda naturopat uravnava tudi to z Bachovimi cvetnimi esencami, jaz jih kar dosti svetujem, vsakodnevno, veliko, tudi ljudje, ki mi piše po mailu ali karkoli, jim že odgovorim in povem. In dejansko smo mu v 3 tednih uredili sladkor, ki mu ga noben boh ni uredil, zato ker je moral jemati inzulin in zdaj tega ne potrebuje več, zato ker dejansko si je prečistil telo, si je uredil prehrano in smo uredili s tem tudi emocionalni del. Kot vemo, v bistvu se že sam ta razplet nakazuje, kdor se prehranjuje nepravilno v tem primeru, da posega po sladkorjih, ta dejansko ima težavo pol tudi na mentalni ravni za spozabljivost, na razdravljivost. Ker je vse povezano. In to sprovede tudi določeno emocionalno stanje pri nas, recimo tako kot apatičnost, lenoba, brezvoljnost, ena taka čudna apatija. Sem imela gospo zadnjič spet na detoksu, odvisna od sladkorja. Je rekla, jaz sem celo vzela, sem kupila čokoladico za vnuke, in ker mi je zmanjkalo sladkorja, sem vzela ven 2 čokoladici, jih pojedla in zapakirala paket, kot da nič ni bilo. Ko sem oddala otročičkem, so rekli, ma tle ni, težava proizvodna, ne, kako so že rekli. Sama pred sabo, sama sem že lagala. Oseba seveda, ki je, takrat pride skoraj raptus, ne, kadar potrebuje sladkor, kadar se telo počuti ogroženo, ker nima sladkorja. In vse to se seveda da rešiti. Najlepša hvala, Erika Brajnik iz Naturopatskega centra Sejka je bila danes v naši družbi in predlagam, da si na YouTube kanalu klepetobkavi.si, kamor se lahko tudi naročite, brezplačno seveda, pogledate še kakšne minule posnetke pogovorov z Eriko Brajnik. Tako da 2-krat obrnemo in potem pijemo vse, recimo 3 ali pa 4 požirki. In na koncu naredimo